Kar se zgodi na Kitajskem v eni uri, se na Filipinih zgodi v enem tednu. Na Kitajskem vprašam nabavno službo, rabim tale kozarec in dobim v eni uri 5 dobaviteljev, do kosila dobim ponudbo, ob 2 popoldne je tam dobavitelj. Vprašam na Filipinih, zjutraj rabim tale kozarec in pridejo čez en mesec, a misliš tegale ali kakšnega drugačnega. Ti si bil recimo ob 2 zjutraj še z nami na Zoomih, ne? Tudi do 3-4 zjutraj. Tudi 3-4 zjutraj, ne? Ker velikokrat ljudje se jezijo, a bi reči, Aleksander, kdaj boš naredil delavnico v Novem mestu, kdaj boš prišel v Belo krajino, kdaj boš prišel v Maribor, kdaj boš prišel v Koper in ti pa prideš s Filipinov. Nivo coacha, ki sem ga imel takrat na Filipinih, in pa znanj, ki jih dobivam od tebe, Aleksander, je to 3, 4, 5 nivojev više. Koliko traja pot? Ja, približno 24 ur. Greš na letališče, traja uro, 2, letiš 7-8 ur, prestopaš, počakaš malo, se usedeš na drug avion, pa letiš v Ljubljano, tako da pot od doma do doma traja približno 24 ur. Še zmeraj ne razumem, kako 3 mesece in pol živiš za $100 v različnih državah. Lep pozdrav, dobrodošli v novi epizodi podcasta. Hvaležen, da ste z nami. Današnji gost je Sebastian Semrajc, ki je priletel na to epizodo oziroma najino srečanje iz Filipinov. Sebastian, dobrodošel. Hvala lepa. Kako, da si prišel iz Filipinov na delavnico NLP Praktik? Ja, na delavnico sem se vpisal aprila in ker je bil pogoj, da če želiš pridobiti certifikat za NLP Praktika, je bila to edina posledica, da sem mogel zorganizirati svoj čas, da sem prišel še na delavnico v Slovenijo. Nekaj velikokrat ljudje se jezijo, a bi reči, Aleksander, kdaj boš naredil delavnico v Novem mestu, kdaj boš prišel v Belo krajino, kdaj boš prišel v Maribor, kdaj boš prišel v Koper in ti pa prideš s Filipinov. Koliko traja pot? Ja, približno 24 ur. Greš na letališče, traja uro, 2, letiš 7-8 ur, prestopaš, počakaš malo, se usedeš na drug avion, pa letiš v Ljubljano, tako da pot od doma do doma traja približno 24 ur. Zdaj, ko si tak svetovni človek, torej potuješ veliko, delaš veliko v tujini, ne? Kje čutiš, da je tvoj dom? Tam, ko imamo prijatelje. Glede na to, da smo živeli v Sloveniji, dolg časa na Kitajskem, zdaj na Filipinih, tam, ko so prijatelji, pa tam, ko delamo, tam se čutimo, kot da smo doma. Kako da te je ta pot pripeljala na Filipine? Bi šel en korak nazaj, bi rekel, pot me je najprej peljala na Kitajsko, kjer sva z ženo študirala od leta 97 do 99 in potem sem dobil službo, priložnost, da začnem delati na Kitajskem leta 2013 in posledično po Kitajski sem bil določen oziroma malo po Aleksandrovem žargonu, prostovoljno določen, da se preselimo z družino iz Kitajske na Filipine. Vezano na nove poslovne izzive. Kakšna je razlika med življenjem na Kitajskem in pa na Filipinih? Glavna razlika se da v enem stavku povedati. Na Kitajskem se vse odvija hitro, se dogodki štejejo v sekundah, minutah oziroma v urah, največkrat v urah. Na Filipinih se ta časovnica začne šteti za dnevi. Se pravi, se pogovarjamo o dnevih, tednih ali mesecih. Za vsako najmanjšo stvar, ki jo pač želiš narediti, želiš doseči. Tako da največja razlika je percepcija časa. To je glavna razlika. V čem misliš, da je prednost Kitajske v tem trenutku? Hitrost. Hitrost na vseh področjih. Razvoja,
potovanja, razmišljanja, razvoja novih stvari, razvoja prilagajanja na vsakodnevno novo svetovno situacijo. To je glavna prednost kitajske države. A imaš kakšen primer konkreten, ko se ti zdi, da so Kitajci hitrejši, kot smo mi Slovenci ali pa recimo tudi Filipinci? Lahko primerjamo sam drugi tir, ki se gradi že, 10-15 let, iz Ljubljane do Kopra, oziroma Kopra iz Ljubljane, ki je svojih 70 kilometrov. Na Kitajskem se odpirajo približno 1000 kilometrov hitrih vlakov na leto. Pa verjetno sem rekel še majhno številko. Vlaki so tam, grejo 600-700 km na uro, v Sloveniji grejo 70-80, mogoče malo več. In smo spet tukaj nazaj na hitrosti, na času, na izgradnji in pa potem na samem potovanju oziroma izgube časa, da se prestaviš iz enega kraja v drug kraj, je ta čas veliko krajši na Kitajskem. Se pravi, vse gre hitreje. Vse se dogaja veliko hitreje kot v Evropi oziroma, bomo rekli, v Sloveniji, glede na to, da smo v Sloveniji zdaj. Kaj pa recimo, ko si se preselil na Filipine, je bil to kakšen šok v primerjavi s Kitajci? Ja, šok, ja. Ne samo takrat, tudi zdaj po 4 letih je še zdaj šok. Predvsem zaradi te hitrosti, to dostikrat poudarjam. Mogoče zato, ker delamo v proizvodnji, tako da je vsaka sekunda pomembna. Kar se zgodi na Kitajskem, kot sem prej omenil, v eni uri, se na Filipinih zgodi v enem tednu. Če lahko nam primer, klasičen primer, na Kitajskem vprašam nabavno službo, rabim tale kozarec in dobim v eni uri 5 dobaviteljev, do kosila dobim ponudbo, ob 2 popoldne je tam dobavitelj. Vprašam na Filipinih, zjutraj rabim tale kozarec in pridejo čez en mesec, a misliš tegale ali kakšnega drugačnega. Tako da, ja. Sam kljub vsemu se je podjetje preselilo tudi tja, oziroma odprlo tam enoto. V čem je pa prednost Filipinov? Podjetje se je odločilo, da odpremo dodatno lokacijo na Filipinih. Trigger je bil COVID, ker je bilo veliko kitajskih pristanišč med covidom zaprtih in so nas kupci dejansko prisilili, da odpremo novo lokacijo v Aziji, vendar ne na Kitajskem. Potem nam je pa, glede poslovanja na Filipinih, nam je pa še ampak nam je Trump malo pomagal z uvedbo višjih carinskih stopenj iz Kitajske v ZDA v primerjavi Filipinov v ZDA in tako smo dobili v zadnjih letih več naročil, več posla, ki se enostavno izselil iz Kitajske proizvodnja se je selila iz Kitajske na Filipine. Tako da je čist splet okoliščin, ki se je dejansko pokazal kot velika poslovna prednost. Bravo. Podjetje, v katerem delaš, je v resnici slovensko podjetje in je seveda multinacionalka, torej, čeprav razumem, deluje po celem svetu. In kaj so dobre prakse, ki se ti zdi, da bi bile koristne tudi slovenskim podjetjem, ki jih zdaj opazuješ recimo na Kitajskem, v Filipinih, pa mogoče bi tudi slovenska podjetja lahko implementirala? Vidiš kakšne poslovne priložnosti, ki jih mogoče Slovenci, ki tukaj živimo, lahko ne poznamo, ne opazimo, in kakšen nasvet podjetjem v Sloveniji? Ja, nasvet oziroma upati si moraš, spremeniti je treba mišljenje, da je Slovenija, da slovenski trg oziroma nemški trg je enostavno včasih premajhen in se je treba odpreti, in pa potem moraš delati na kulturnih razlikah v vsaki državi, kjer pa moraš najti določene strokovnjake, da ti pomagajo ta mišljenje oziroma kulturno razliko premestiti sploh v začetni fazi ustanavljanja podjetja, pa v začetni fazi, ko se samo podjetje zaganja. Nasvet, ja. Podjetja, ki se želijo širiti, je edina možnost, da grejo v tujino.
Pa ne mislim tujino samo bližnja Evropa, Srbija, Hrvaška, ampak tudi nekam ven iz Evrope. Ker se dolgoročna podjetja lahko učijo en od drugega. Se pravi, poslovni procesi, ideje in Evropejci nismo najbolj pametni in na ta način se določeni procesi lahko izvajajo na Kitajskem in se jih selijo ideje v Slovenijo in iz Slovenije nazaj na Kitajsko oziroma zdaj tudi na Filipine. Se pravi, prenos dobrih idej se lahko implementira zatem v celotni grupi oziroma tudi v vsa povezana podjetja. In to je tista največja prednost, ki jo imajo multinacionalna podjetja, ki delujejo v različnih okoljih. Kaj pa komunikacija? Je kakšna razlika komunikacija na Kitajskem, na Filipinih ali pa v Sloveniji? Je tukaj kakšna priložnost spet, ki jo vidiš? Komunikacija, vedno je biti dober komunikator, spoštovati ljudi, biti prijazen, reči hvala, ne glede na to, v kateri kulturi si. So pa tukaj včasih te jezikovne bariere. Na Kitajskem je zelo dobro, da znaš kitajščino. Na Filipinih imamo to prednost, da je drugi uradni jezik oziroma prvi uradni jezik je angleščina, tako da je komunikacija v samem podjetju dosti lažja, dosti hitrejša. Tako da, ja, komunikacija je tista stvar, ki je najbolj pomembna potem, glede na kulturo, ampak osnove biti dober človek in imeti dobre, spoštljive odnose do zaposlenih, ne glede na nivo, velja v vsakih kulturah. Bravo. Leta 1999 sta se z ženo podala, mislim, da $300 v žepu, na pot iz Kitajske v Slovenijo. To je res dolga pot in en velik del te poti sta tudi v bistvu šla na avtoštop. Sta štopala. Kako, mislim, povej mi o tej dogodivščini, kako se sploh človek reče, zdaj bom pa šel jaz na štop z Kitajske v Slovenijo? Ja, so bila študentska leta, finance so bile omejene, takrat sva bila že 2 leti na Kitajskem, študirala sinologijo, kitajščino. In ko je bilo konec študija, je bilo treba nekako priti v Slovenijo, imela sva $300 in sva rekla, zdaj si lahko sposodva denar za letalske karte, da se vrneva v Slovenijo, ampak ko prideva enkrat v Slovenijo, bo treba ta denar vrniti. Oziroma lahko kupiva motor, samo glede na to, da jaz nisem strojnik, če se slučajno kaj na poti pokvar, bova spet obtičala nekje. Tako da sva pol nekako ena logična varianta je bila, dajva pa greva na štop. Oziroma z katerimi koli prevoznimi sredstvi, ki so v tisti državi najcenejši. Ja. In sva začela na Kitajskem z vlaki, ker sva imela še študentsko izkaznico in so bili vlaki skoraj brezplačni. In potem iz države v državo z, ne vem, kamioni, rikšami, traktorji, tudi taksi, avtobusi, vse skozi iz Kitajske v Pakistan, po Karakoram Highway, potem v Iran. V Iranu sva preživela 1,5 meseca, enkratna država, zelo veliko pozitivnih izkušenj, potem Turčija, Srbija, Hrvaška in nato v Slovenijo. Pot je trajala približno 3,5 meseca. In ja, domov v Slovenijo sva še prinesla $200. Ne. Čakaj, torej, v bistvu za $100 sta prišla čez celo to pot. Sta kaj vmes delala? Ali? Nič. Delala nisva. Sva veliko videla, veliko ljudi srečala. Na srečo sva posod odnesla, kako bi rekel, celo kožo, sploh iz Pakistana. Ampak, ja, hrana, prevozna sredstva, vse naj je prišlo $100 iz Kitajske v Slovenijo. Pa veliko zgodbic in ja, enkratna avantura. Razumem, da je to tako enkratno, ma še zmeraj ne razumem, kako 3,5 meseca živiš za $100 v
različnih državah? No, kaj recimo, sta spala pri drugih, sta ponudil kaj za jesti? Kako je bilo to? Mislim? Naprimer, začela sva tudi zanimiva zgodba. Ne? Iz Kitajske v Pakistan sva videla, da je na meji samo 1 centimeter narisanga in sva rekla, ok, bova kupila hrane za 3 dni, pa bova šla peš, ker ni bilo več avtobusov tam med mejo. In sva dala v ruzak hrane za 3 dni in sva šla. Peša po avtocesti. Ne? In pol nam ustal en avto, pa prav, jaz pa pišem knjigo o svileni poti na Kitajskem in če hočeta, jo lahko pelem. Reka, ne, se bova šla peš. Reka, pa, a veste, koliko je to delaš? Reka, centimetrček na zemljevidu. Reka, pa veste, da je to 250 kilometrov? Prosim. Tako da, pa, a sta si pogledala, da je to prehod na avtocesti, ki je visok 4500 metrov in je načeloma gor skozi sneg in bo tam malo težko v zunaj spala. Reka, potem bi bilo pa mogoče dobro, da bi se peljala s tabo do meje na kitajski strani. Ne, in na ta način sva pol tudi dobivala prevoz iz države v državo. Vozila sva se na traktorju za vojaškimi specialci v Pakistanu. Tudi hodila sva, pa se ustavila, gre ta z nama, greva, ok, traktor, od zadnje je bila prikolica na ta način, ko pri nas gnoj vozimo, je bilo gor že 20 ljudi, so dala ruzake gor, sva se usedla, pa smo se počasi tak peljali s traktorjem do naslednje postaje. Po se nama je pa zgodila ne nama, ampak se je zgodila ena sreča. Na enem izmed postajališč v Pakistanu je en človek, ki je bil omejen, je imel zdravstvene težave, psihične zdravstvene težave, je porinil po stopnicah nekega otroka. In je tisti otrok je bil ves krvav, popraskan, in takrat sva dala samo ruzak dol, prvo pomoč, sva ga malo povila, ustavila tiste krvavitve in takrat so pol vsi oni Pakistanci okrog, ki so bili, ker to je bilo postajališče za kamione, te dva sta naša. In so sam rekli, kam pa gresta? Islamabad, ok, do tega mesta gresta lahko z njim in njegova odgovornost bo pol, da vama najde naslednji kamion, da jo pele do naslednje točke. In tako sva pol po tej Karakoram highway 3 dni se vozila s temi kamionarji. Če je kdo bil mogoče v Indiji ali pa v Pakistanu, indijski kamioni so bolj znani po tem, da je nad kabino imajo tako leseno platformo narejeno, ker so zelo ukrašeni tisti kamioni, in tam gor sva midva sedela, spala v spalnih vrečah in sva se vozila po tistih čez tiste 8000 in sva se počasi vozili do Islamabada. Vmes so bile pa še zgodbice. Ena izmed njih, ki je tako bolj zanimiva, sploh za te čase, peljali so naju tudi domačini v teroristični kamp, kjer so nam pokazali, kako se stavljajo skupaj kalašnikove, se pravi puške. Tam so bila čisto z njimi 5-6 ur, so nama pokazali proizvodnjo avtomatov in potem smo nekaj pojedali tam na tleh na preprogi in smo šli potem naprej. Tako da je bilo zelo veliko takih zgodbic pozitivnih, ki sva jih doživela, ampak predvsem gre pa vse iz tistega, bodi dober, smej se, bodi prijazen, zli se z okolico in potem dobiš tudi tisto, kar dejansko ne pričakuješ, ampak ti nekako, ne vem, bom rekel vesolje ali pa narava ali pa nekdo, Bog ali pa kdorkoli ti nameni in samo greš z takim mišljenjem naprej. Ko sem pred leti predaval v Pakistanu, se spomnim, da so ljudje, ne samo, da so izjemno dobri po srcu, tudi delovni so. In potem, ko sem se pogovarjal z njimi in sem jih vprašal, kako je to možno, da ste vi tako delaven narod, tako pridni in tudi sposobni, pa niste toliko razviti. En odgovor, ki sem takrat dobil, je seveda neka korupcija na nivoju države. Kot popotnik, ko spoznavaš te različne kulture in ljudi,
je kakšna stvar, ki se ti zdi, da jo lahko prenesemo tudi mi v Slovenijo iz njihovega zasebnega življenja? Nekaj, kar se ti zdi, da je koristno, pa mogoče mi premalo počnemo, preveč počnemo in tako naprej, pa bi lahko bila neka dobra lekcija. Mm. No, tako ne samo v Pakistanu, ampak če se ustavlja pri Pakistanu, povezano z družine. Družina je tam, sploh v muslimanskem svetu, veliko bolj povezana kot v Sloveniji oziroma v Evropi. Še zdaj tista vez med otroci, starši, tetami, strici, je ta družinska vez, družinsko drevo zelo, zelo povezano in si tudi med sabo pomagajo. Zdaj, včasih so to pozitivne stvari, največkrat so to pozitivne stvari, včasih so seveda tudi negativne stvari, ampak za celotno družino, otroke je to zelo velika pozitivna stvar, ker se nasplošno otroci tudi učijo od najboljšega v širši družini. In ni tistega moje, tvoje, ampak si med sabo pomagajo, da na koncu so vsi bolj uspešni, bolj odprti, bolj komunikativni in lažje grejo skozi življenje. Manj je zamer. Si tudi alpinist, si plezal v Peruju na 6000 metrih, tudi na zaledenelih slapovih brez varovanja. Povej mi, kaj se dogaja v tvoji glavi, ko si tako visoko? Nič. Vsa čustva se zaprejo, strah, veliko ljudi ima strah pri tem, vse se zapre, vse čakre se zaprejo, pozabiš na strah, pozabiš na okolico, pozabiš na bližnje, pozabiš na vse, kar se dogaja okrog tebe in si sam skoncentriran na tistih pol metra, meter, 2 metra, samo tisto, kar je pred sabo. Vsake toliko časa se obrneš gor, pogledaš, ok, kje so prehodi, malo levo, malo desno, malo gor, naravnost in samo slediš tisti poti, ki si jo nekako zamislil v glavi in samo slediš meter za meter. Se ne ukvarja s tem, kaj bi, če bi, kako bi, kaj se bo zgodilo, a padeš, kam boš priletel, a boš preživel, ne boš, ne, tega ni. Če začneš to premišljati, spokaš kovček oziroma ruzak, se spustiš dol in greš domov in prideš naslednjič. Se pravi, brez vseh občutkov. Koncentracija, fokus in greš meter za meter. Kako to koncentracijo, ta fokus, ki ga tam dobiš, a pa imaš, preneseš pol lahko tudi v poslu ali pa v tvoje vsakdanje življenje? Ja, v poslu si pomagamo z različnimi toolsi. Naprimer, jaz si vsako nedeljo napišem prioritetne naloge na list papirja in potem od ponedeljka do petka sledim tem nalogam. V naslednjo nedeljo pregledam list od prejšnjega tedna in si naloge, ki so ostale gor, napišem kot prioriteta 1 in vse ostale naloge, ki so prišle tekom tedna, si jih spet prepišem, napišem in sledim temu. Tako da včasih fokus, ko ga imaš pri plezanju, ni dovolj, da se ga samo prenese v posel, ker v službi te ne bom ben rekel, če pa ne boš končal te naloge, boš pa, ne vem, te bo pa ustrelil. Ne, tega ni. Ne, ampak pri plezanju, če narediš napako, te ni več. Se pravi, pri poslu ni tazga pritiska, notranjega pritiska, da moraš nekaj res nujno narediti. Se pravi, uporabljam več toolsov, da mi pomagajo se fokusirati na pomembne stvari za tisti dan, za tisti teden, za tisti mesec. Tako da, hvala Googlu, pa zdaj Artificial Intelligence, da nam vse te toolse nudijo in jih je pač treba jih izkoristiti pa uporabljati. Bravo. Po eni moji brezplačni delavnici si rekel, to je bila NLP diploma, torej ta brezplačna delavnica v NLP-ju, si dobil nek navdih, motivacijo, da boš pretekel maraton v Manili. Kako je prišel do te odločitve? Ja, jaz sem iskal neko predavanje, kamor bi se lahko v letošnjem letu priključil. In ne bom rekel, da je splet okoliščin, ker
tega ni. Ne. Vsaj pride, ko je učenec pripravljen, učitelj pride. In v tistem času so bile te brezplačne delavnice, tvoje delavnice, kjer se je predstavljalo program NLP Praktika. In na enem izmed posnetkov je bilo rečeno, morate se odločiti za to delavnico, to nimate kaj premišljevati, to zdajle pošljete Tjaši oziroma Andreji mail, se prijavite in to je to. To je glih tako, kot če se prijaviš na maraton, enkrat izpolniš prijavnico, pošlješ prijavnico tja in pol ni več debate, ja ali ne. A bom ali ne bom, a bom pretekel ali ne bom pretekel, a bo dež ali bo sonce. Ne, ko si prijavljen in sam se sfokusiraš in to narediš. No in, ko sem jaz ta posnetek poslušal, sem rekel, wow, že 15 let me čaka tale maraton, ne. Zdajle pa jaz odprem računalnik, takoj ko se je končala tista serija, odprem računalnik, najdem maraton, in sem rekel, opa, tole je pa 16. maja, zdajle smo pa začetek aprila, tole je pa samo 4 tedne, ampak jaz še nisem nikoli treniral za maraton, pa nisem še nikoli v življenju pretekel več kot 21 kilometrov. Okej. Bil sem pa prijavljen en teden prej že na tek na 21 kilometrov, v Alabangu, v Manili tudi, in sem rekel, okej, to nekako sovpada. Bom laufal na 21, bom imel fajn trening in potem grem laufat naslednji teden lahko na 42. No in prvi korak je bila prijavnica, potem je bilo malo več treninga in to se je potem odvilo kot smo si zamislili. Ampak ja, Aleksander, ja, ti si bil tisti trigger med delavnico, da se je treba prijaviti pa narediti. Ni odlašanja, ni nič, če imaš nek fokus, neko željo, napišeš, narediš, pa že rešiš sproti, kako boš do tega končnega cilja prišel. Tako da hvala. Mislim, čeprav ta maraton, hvala tebi, ne? Ta maraton je bil kar zahteven pol, ni bil, tako ko sem te poslušal. Začeli ste po noči, ker verjetno na Filipinih je kar toplo čez dan, ne? Kako je bilo, povej mi? Ja, začel se je, da usedel sem se v avto in jih ob 9 zvečer, 3 ure vožnje do starta, pol ure spanja v avtu, se malo preoblečeš, malo spiješ in smo prišli na start in smo začeli teči ta prvih 5-6 kilometrov, 7, 8, 10 in pa laufa en Filipin zraven mene pa pravi, kako se počuti, sem rekel, ful dobro, tečemo, vesel, poln energije, rekel, kako si pa pripravljen za kilometre med 15 in 25 oziroma med 30, sem rekel, nič, bomo tekali, ne, rekel, kaj pa je med tem časom, a ne veš, sem rekel, ne, rekel, ta prvi hrib, na katerega gremo, ima približno 250 metrov višinske razlike in potem se spustimo v dolino in potem gremo na naslednjega, ki je približno 350 metrov in se spustimo v dolino in ko pretečeš na naslednjega, ki je približno 600 metrov višinske razlike, naredimo U-turn in tečemo nazaj. In sem rekel, kako prosim, o kakšnih gričih govoriš? Je rekel, ne, saj boš videl, jaz sem bil tudi ta prvič šokiran. No, tako da je bil, ja, pa smo se malo pogovarjali, gre za v bistvu na enega izmed najbolj zahtevnih maratonov na Filipinih, ravno zaradi teh hribčkov, na katere moraš teči, pa pol pride tudi, se pol tudi po isti poti vrniti nazaj. Tako da to je bil eden izmed mentalno največjih izzivov, ki sem jih naredil v življenju. Bravo, čestitam. Vem, da sprejemaš ogromno nekih odločitev v svojem življenju. Kako to narediš? Kako sprejemaš pomembne odločitve? Velikrat jih sam naredim, pa jih pol mogoče kdaj obžalujem. Če so pa res pomembne odločitve, res pomembne, si vzamem pa list papirja in napišem, razdelim papir na levo, desno polovico, napišem pozitivne stvari in pa negativne stvari, se pravi pluse, minuse, in si vzamem vsaj 14 dni,
da vsake 2-3 dni še dopisujem pozitivne pa negativne stvari oziroma posledice na list papirja. Vedno pustim pol list vsaj za en teden na miru in se pol po približno en teden ali pa po nekaj dneh vrnem nazaj, jih še enkrat preberem in sprejmem odločitev. Bravo. Ta odločitev, da se preseliš, je bila usklajena skupaj z ženo, verjamem. Ne? Kako je to vplivalo na vajin odnos, oziroma tudi imate 4 otroke, kako pa otroci reagirajo, ko grejo z ene kulture v drugo kulturo? Kakšen je bil ta vpliv? Odločitev sprva za Kitajsko je bila skupna. Z ženo otroci niso imeli takrat še besede, ker niso bili polnoletni. Hčerka je bila takrat stara 13 let. Jasno, prijateljice, plezanje tudi, balet, klavir v Sloveniji. In je rekla, jaz pa ne bi šla, jaz bi pa tukaj pri noni ostala. Vi pa kar pejte. Jaz se kalej, oprosti, ampak žal si še mladoletna, spoka stvari in gremo. Ko bo stara 18 let, od takrat lahko odločitve sprejema sama. In če ti takrat ne bo všeč v tujini, se usedeš na avion in se peleš nazaj v Slovenijo, od kjer bi rada živela. Tako smo sprejeli pol odločitev na nivoju družine, da smo se preselili na Kitajsko. Na Filipine je bilo pa bolj z strani poslovna odločitev, ker nekako sem jaz dobil možnost ali se seliti na Filipine ali v Mehiko. Nekako z stališča varnosti je bila odločitev jasna, Filipini. Poleg tega smo si vsi želeli ostati v Aziji, tudi kot družina, tako da smo se odločili za Filipine in smo se potem vsi skupaj preselili na Filipine. Jaz smo imeli na začetku tudi določene izzive, predvsem kulturne izzive, drugačna kultura, drugačna hrana, ker na začetku sploh o tem noben ne premišljuje. Ne? Na Kitajskem si šel kamorkoli na tržnico zelenjave, pa si imel tam 200, 300, 400 različnih vrst zelenjave, sadja in vsega. Ko smo prišli pa na Filipine, pa so se ta pričakovanja nekoliko zmanjšala. Torej tam je manj izbire? Manj izbire in pa tudi sam nivo vseh storitev, hrane, zelenjave, sadja, vsega je nižji. Razno banane pa mango. To so Filipini. Banane, mango, kokos, vse ostalo je izbire veliko manj in jo je tudi težko dobiti. Kaj recimo najbolj pogrešate? Najbolj pogrešamo navaden edamc ali pa gouda sir. To je najbolj pogrešamo, če govorimo o teh kulturnih razlikah in kadarkoli gremo v Slovenijo, imamo pol v kovčkih kraški pršut, 5-6 kil sira in pol to traja za nekaj časa. Ne. Tako da to je tista malenkosti, ki si nekako v Sloveniji tega sploh ne premišljuješ, da je to nekaj posebenega, ker ti je samoumevno. Ko si pa nekje v zunji, ko si pa nekje v tujini, pa tega samoumevnega ni več. In se moraš prilagoditi pač tistim situaciji, ki trenutno obstaja, ki trenutno je. Kakšna je pa razlika v šolskem sistemu? Kaj pravijo pa otroci? Je recimo hčerka, kaj je rekla? Primerjava šol v Sloveniji, na Kitajskem, Filipinih. Slovenijo bi primerjal bolj jaz lahko, ker so bili otroci v nižjih razredih, tako da je primerjava Slovenije se zelo težko spomnijo. Bi mogoče dal vzporednico Kitajska, Filipini. Kitajska je, kljub temu, da so bile mednarodne šole, je bil vseeno glavni jezik na šoli kitajščina. Kar je imel velik pozitivni učinek, ker so se mogli vsi naučiti kitajsko. Torej vsi otroci govorijo kitajsko? Vsi otroci govorijo kitajsko, pišejo, govorijo, razmišljajo v kitajščini, tako da so res na visokem nivoju kitajščine. Izzive, ki smo jih pa imeli, je bila pa to, da se določeni občutki
nianse, detajli zelo težko govorijo oziroma se pogovarjajo o njih v tujem jeziku. To je bil izziv. Drugi izziv je bil ta za otroke, da na Kitajskem so se družili skupaj Nemci skupaj, Italijani skupaj, Tajvanci skupaj, Kitajci skupaj, Korejci skupaj in tako naprej. Mi smo bili pa edina slovenska družina. In nekako niso nikamor pasali. Na Filipinih so pa stvari bolj odprte, ker je bolj mednarodno okolje in se vsi družijo z vsem, glede na dejavnosti, ki jih zanimajo. In so najboljši prijatelji Korejci, Nemci, ne vem, tudi Filipinci. In je veliko za otroke je ta druženje veliko lažje na Filipinih kot na Kitajskem. Šolski sistem, če se vrnemo na vprašanje prej, na Kitajskem je zelo podoben šolski sistem kot v Sloveniji, se pravi so predmeti, ki so vnaprej na določeni kurikulumi in se po teh učiš. Ni levo, ni desno, to je knjiga te teme moramo predelati in greš od lekcije do lekcije. Na Filipinih je pa mednarodna šola po ameriškem vzoru, si pa vseeno v istem razredu, vendar si v različnih razredih znotraj razreda, kar pomeni, naprimer matematika sta 2 nivoja, biologija sta 2 nivoja. In glede na tvoje sposobnosti, oziroma ne bomo rekli sposobnosti, sposobni so vsi, vezano na tvojo voljo oziroma pripravljenost vložitve časa v določen predmet, greš lahko v normalno stopnjo oziroma v višjo stopnjo. In pozitivna stvar je to, da če se odločiš za naravoslovne univerze kasneje, si izbereš naravoslovne predmete na višjem nivoju, da imaš pol večjo možnost za vpis v univerzo in pa tudi lažje delo na sami univerzi. To je en zelo velik plus, ki ga zdaj tudi otroci poudarjajo. Predmete, ki jih ne zanimajo, so na basicu, predmete, ki jih imajo radi, grejo na višjo stopnjo, da lahko lažje in hitreje napredujejo na teh predmetih oziroma temah, kjer jih dejansko res zanimajo. To je v bistvu vse prepuščeno njim. Vse je prepuščeno njim. Bravo. Je tukaj kakšen predlog, ki ga imaš ti, da bi recimo lahko v Sloveniji to implementirali kot izboljšavo? Ker ena izmed tvojih stvari, kateri bi te rad vprašal, je ta, da kamorkoli priješ v hotel pa prespiš, daš en predlog hotelu za izboljšavo. Tako. Ja? Torej, kakšne tipe predlogov si do zdaj dajo hotelom? Daj mi primere nekih idej, ki si jim dal. Naprimer, enkrat sem jim narisal layout v jedilnici, kam naj natakarji odlagajo tiste krožnike, ko jih pospravijo za nekom, ki je že povedal zajtrk. Oni so pobrali 5 krožnikov in so se sprehodili do kuhne in so se 4 minute ali pa 5 minut prišli nazaj prazni, zdaj kot hudiča. Ti si takoj videl proces, ki je tam v hotelu, tako. In vidiš izboljšavo in pokličem menedžerja in rečem, tole imate stanje danes, tole bi bilo lahko stanje jutri, ki ga lahko jutri implementirate in to je nekako izboljšava, ki jo lahko zelo hitro naredite. Bravo. Torej, kadarkoli priješ v hotel, daš en predlog. To je moj target oziroma moj cilj že zadnjih 15-20 let. Bravo. Zdaj, nekateri ljudje to sprejmejo z spoštovanjem, zahvalo, določeni ljudje me pogledajo, da sem tam vesoljska, sem padel z lune, se obrnejo in grejo stran. To več ni moj problem. Izboljšava je tam, če jo želijo uporabiti, jo uporabijo, če ne. Ja. Torej, potoval si res veliko po svetu in spoznal veliko različnih hotelov. Ko opažaš te izboljšave, so te izboljšave take, ki se ti zdijo, da bi jih lahko takoj se implementirale brez kaj, ali so kakšne izboljšave, ki zahtevajo neko investicijo? Večina izboljšav je brezplačnih, oziroma zelo majhne investicije.
Kot primer, če je zavesa v sobi v 5-zvezdičnem hotelu strgana, jo je treba zamenjati. To je povezano z investicijami. Če je pa treba, ne vem, koš prestaviti iz WC-ja tudi v prostor, kjer si je računalnik, je pa to ni neka investicija. Ne? Tako da te izboljšave so največkrat vezane ne z investicijami, ampak samo za spremembo majhnih stvari v samem hotelu, ali je to v sobi, v preddverju, v hotelski sobi, v kuhinji, jedilnici, kjerkoli. Zdaj smo prišli po teh izboljšavah. Torej, kje vidiš te izboljšave v šolskem sistemu pri nas? Kje so priložnosti v Sloveniji, ker si toliko prepotoval, toliko različnih kultur spoznal? Morda, ne bom rekel na strani učiteljev ali otrok ali staršev, predvsem večja zainteresiranost za več znanja, ki ti potem v življenju pride prav. In to je ne samo na strani učencev. To je tudi na strani učiteljev, kako podajajo znanje, staršev, da motivirajo otroka, da je v šoli, da je šola nekaj res koristnega, in pa da se tudi učiteljem pustijo določeni manevrski prostor, kako podajajo snov. Da niso starši tisti, ki so najbolj pametni vedno, ne? Ampak so dejansko učitelji, ki podajajo snov, in naj bo temu tako. Ne? Starši lahko samo podpirajo učitelja, da lažje podaja oziroma na drugačen način podaja gradivo učencem, da bojo lahko več od šole odnesli. Ne glede na to stopnja, ne glede na to predmet, ne glede na to na vse. Če je otrok zainteresiran hoditi v šolo, potem se bo tudi več naučil. Primer, otroci so začeli, 2 otroka so začela za šolo v 7. avgusta, 14 dni pred začetkom šole so bila šolska vrata že odprta za vse obšolske dejavnosti. Odbojka, nogomet, bejzbol, likovni krožki in tako naprej. V šolo je prišlo 50% učencev. In to je tista zainteresiranost, da otroci radi pridejo v šolo. In ker otroci radi pridejo v šolo, se jasno več in hitreje naučijo. Torej, to je nek zanimiv fenomen, ki ga še nisem slišal. 14 dni preden se je šola začela, je 50% učencev že bilo v šoli. Tako. Ne cel dan, od 9 zjutraj do 2 popoldne, ampak takoj, ko je prišlo obvestilo ven, v torek se začnejo dejavnosti, so že otroci rekli, ja, nas boste peljali, ker šolskega avtobusa še ni, mi bi šli radi v šolo ob 9 in pridemo nazaj po kosilu. To je pri nas praktično cel dan skoraj, ne. Vendar ja, odlično, čudovito. Daj mi povej pa, ti se res veliko izobražuješ, spoznal si kar veliko nekih tehnik, orodij, tudi NLP na Filipinih. Tako, ja. Kako primerjaš recimo NLP na Filipinih pa NLP, ki se ga učiš zdaj, ko si v Sloveniji? Lansko leto sem se srečal z NLP-jem, ki je bila kombinacija coachinga in NLP pristopov. Takrat sem se tudi dobil v bistvu osnove NLP-ja. Mislil sem, da sem dobil osnove NLP-ja, bom tako rekel. Ampak potem na teh brezplačnih delavnicah sem se zelo hitro odločil, da je treba se prijaviti na NLP praktika. In takrat sem pol sploh videl, da je nivo coacha, ki sem ga imel takrat na Filipinih, in pa znanj, ki jih dobivam od tebe, Aleksander, je to 3, 4, 5 nivojev razlike, se pravi v Sloveniji je dosti višje. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na naše delavnice, napišite, da ste poslušali, gledali ta podcast in kakšen se vam je zdel. Kar sem bil potem, je bila spet potrditev, da odločitev, da se prijavim v Sloveniji na NLP praktika v slovenščini prek Zooma, je bila
odlična odločitev in zdaj po 4-dnevni delavnici, ne, je bilo pa to tista češnja na torti, ne, da bojo naslednji tečaji sigurno tudi prišli, ne, ko bo čas to dopuščal. Ne. Čeprav jaz, ko te opazujem, si tako že izjemno uspešen v svojem življenju, ogromno dosegel, kako to, da še vedno izobražuješ? On pa rekel, bom šel nazaj na beseda našega ustanovitelja podjetja, ne. Ko enkrat nehaš delati, pa ko se enkrat nehaš izobraževati, se lahko sam odpraviš na pokopališče, pa se uležeš v krsto. Tako da treba je delati. Ne, treba je delati, treba se izobraževati, treba je biti aktiven in če smo enkrat aktivni fizično in psihično, potem dejansko ni omejitev. Ne. In na ta način delaš tudi zelo, zelo dober zgled za vso okolico in pa tudi v končni fazi za svoje otroke. Torej, ti si bil, ko smo bili mi na Zoomu, recimo ob 7-8 zvečer, je bila pri tebi koliko ura? +6. +6. Ti si bil recimo ob 2 zjutraj še z nami na Zoomih, ne? Tudi do 3-4 zjutraj. 3-4 zjutraj, ne? Torej, izjemna motivacija na tvoji strani, da se nekaj naučiš in preneseš naprej. Tako da, kako se ti motiviraš? Ko si enkrat določen cilj, samo sledim temu cilju. In če je treba kaj narediti, naredim. Če kdaj kaj manj spim, ne, tako kot je bilo za te tečaje, za te delavnice, ki so bile včasih v živo, ne, imam en stavek, ne. Ne spimo se lahko takrat, ko bomo v penziji. Prej treba pa delati, pa narediti tisto, kar je treba v tistem danem trenutku narediti. Ni počitka. Dan, dva že zdržiš, vsak lahko zdrži dan, dva z uro, 2 urami spanja. Ko pride čas za počitek, je čas za počitek. Ko je treba nekaj narediti, je treba narediti. Ko se usedeš v predavalnico, se pač usedeš v predavalnico. Včeraj, mogoče, če si opazil, sem v popoldanskem času stal na levi strani dvorane, enostavno zato, ker me časovna razlika nisem še zdaj v evropskem času in ob 4 popoldne je to že 11-12 ura na Filipinih. Poleg tega je delavnica tudi, te utrudi, psihično je treba dati eno energijo noter in ko mi je energije zmanjkalo, ker nisem bil več sfokusiran, sem se pač vstal, šel na levo stran in bil stoje naslednje pol ure. Na ta način sem dobil več energije, se malo spočil. Dobil energijo in potem sem se nazaj usedel. In tako dobim energijo. Treba je najti v dani situaciji nekaj, od kjer dobiš več energije za tisto premostitev utrujenosti. Bravo, čestitam. Prej si rekel, da človek, ko neha delati in se učiti, je najboljše, da gre kar na pokopališče. Ti razmišljaš kaj, da boš nehal o penziji, kaj boš počel kasneje? Ne, jaz razmišljam, da pač bom delal stalno nekaj. Če si vedel, delaš dokler lahko, se pravi, zakaj, če nekdo pride na tvojo delavnico z 93 leti, ne, zakaj ne bi delali do 90. Delaš stvari, v katerih uživaš. Črpaš energijo, delaš, se premikaš naprej. Mogoče nisi toliko efektiven, kot pri 20, ne, ampak kljub vsemu lahko delaš, se lahko premikaš, lahko hodiš v hribe, dokler lahko hodiš. Lahko potuješ, dokler lahko potuješ, saj ni samo služba. Glavno je, da nekaj delaš, da ne prideš v ta monotoni kolo življenja. Da imaš stalno nekaj novega, da se stalno nekaj premika in potem imaš stalno energijo. In to je tudi učenje, ne? Eno izmed. Da ti pokaže pot na naslednji nivo. Bravo. Kaj spodbujaš pri svoji družini? Torej, med sabo z ženo in z otroci se pogovarjate slovensko? Slovensko. Ja? Ja, načeloma slovensko, vendar ko pride do kakšnih
mejnih situacij oziroma včasih negativne nastrojenosti se v komunikaciji pojavljajo tudi kitajske besede, angleške besede in slovenske besede. Odvisno od situacije, katera beseda najbolj paše v kontekst tiste besede se uporabljajo. Vendar, bom rekel, 90-95% je slovenščina. Torej, ko se kregate kitajsko in angleško in slovensko, ko ste prijazni ali pa prijatelji ali pa v nekem drugem ritmu, tonu, je pa to slovenščina. Tudi če je veliko pozitivne energije, slovenščina enostavno nima določenih besed, določenih termov in so potem bližji kitajski oziroma angleški izrazi. Govorimo pozitivno, negativno. Daj en primer kitajskega izraza, ki ga v Sloveniji ni, ali pa angleškega. Najbolj, ki ga še zdaj uporabljamo, je tak izraz mašang, zelo nedoločnik takoj. Najbolj me spominja včasih na naše frizerske salone, ko prideš k frizerju, pa imaš gor listek pridem takoj. Tako, to je taka ena fraza, ki jo stalno uporabljamo. Mašang. To je kitajsko. To je kitajsko, ja. Ja. Tako da, pridem takoj, rečeš. Pridem takoj, ne. In pol že vemo, da bomo še pojedli vmes, pa šli še na fuzbal in pol pride, mogoče bo že nazaj. Ne, tako da, ja. Probamo obrniti čim več na humor, ne. Bravo. Čakaj, rekel si zdaj fuzbal, ti vem, da poleg alpinizma tečeš in tudi igraš nogomet. Kako je nogomet na Filipinih? Se ne predstavljam Filipince, ki igrajo nogomet. Tudi jaz ne. Zato imamo dosti veliko skupnost tujcev, ki prihajajo z celega sveta. Mi imamo eno grupo, v kateri je njih 150 ljudi, predvsem iz špansko govorečih držav, Čile, Argentina, Honduras, Mehika, Španija, seveda, Italijani so zraven, ne špansko govoreči, tudi Brazilija, Portugalska, Anglija in tako naprej, skupina tujcev. In rekel, vsaj 50% teh tujcev je bivših polprofesionalnih ali profesionalnih igralcev nogometa, ampak so zaradi raznih poškodb, okoliščin nehali igrati nogomet in zdaj so na Filipinih, delajo in se družimo enkrat na teden in igramo skupaj mali nogomet. Se pravi 7-7 na rokometnem igrišču in igramo nogomet, tečemo, se imamo fino. Tako da, ja, igramo nogomet enkrat na teden, zraven se pa prijavimo še na kakšen turnir, oziroma takrat, ko so kakšni prazniki, igramo še kdaj čez dopoldne. In pa jaz včasih pripeljem tudi svoje otroke, da nekako napredujejo na znanju nogometa in pa predvsem na druženju, da nimajo nekih omejitev, če je nekdo 20 cm višji ali pa ima 20 kg ali pa 30 kg več, je treba biti pač hitrejši pa iti okoli njega. Ne, tako da delajo na svojih izboljšavah na ta način. Torej, tukaj ste povezani večinoma tujci med sabo. Enkrat si mi omenil, da ste v bistvu v neki ograjeni skupnosti, ker Filipini sami po sebi, ali pa neki določeni deli Filipinov, ali pa Manile, niso toliko varni. Tako. Mi smo v zavarovani soseski, v kateri je približno 4500 hiš, znotraj trgovina, takoj izven soseske je pa tudi nakupovalni center, do katerega se da peš priti. In ja, živimo tam, v tej soseski, šolski avtobus pride pobrati otroke v sosesko, pelje jih do šole in potem jih pride tudi iskat. Jih pripelje nazaj v sosesko, postaja je 200-300 metrov stran, soseska je varna, tako da se lahko sami družijo z sošolci, grejo na kolo, se pripeljejo do svojega sošolca. Ja, glede na to, da smo tujci, moramo biti v tem varovanem območju, ker se zunaj varovanih območij dogajajo kraje. Varno je, noben ne bo prišel na Filipinih s pištolo ali pa nožem do vas, ampak se pa dogaja veliko kraj, se pravi, da ti spraznejo stanovanje,
da ti ukradejo kolo, da ti ukradejo avto, ne, ampak kolo, pohištvo in te stvari nekako za tujce se smatra, da morajo biti v varovanem naselju oziroma vsaj v varovanem bloku. Se pravi, blok z 15 nadstropji, od spodaj je varnostna služba in vsak, ki pride noter, se identificira. Tako da to je nek standard, ki se ga moramo držati. Ne, in zaradi nas samih, zaradi otrok in zaradi občutka same varnosti. Tukaj, kar se tega tiče, verjetno je Slovenija ali pa tudi Kitajska verjetno bolj varna. Sigurno. Sigurno. Slovenija je bolj varna kot Filipini, Kitajska je pa še 3 nivoje višji ali pa 4. Torej, Kitajska je še bolj varna? Je bolj varna, kot je bolj Slovenija. varna kot Slovenija. Kako to misliš? Čem? Jaz sem potoval kar veliko po svetu in jaz imam en kriterij za varno državo, vkolikor se lahko po noč ženska sama sprehaja okrog železniške postaje in se ji nič ne zgodi, je država varna. In če postavim ta kriterij na Filipine, Slovenije, Nemčijo oziroma kjerokoli drugo državo, je Kitajska sigurno ena izmed najbolj varnih držav na svetu. Ni kriminala. Oziroma ni kriminala v splošni populaciji, kako bom rekel. Zdaj, ko smo pri Kitajski, ne, pred kratkim smo bili na enem smučanju v tujini, v Italiji, kjer je lastnica hotela bila Kitajka. In sem jo vprašal, če se misli preseliti tukaj, če bo postala Italijanka. Je rekla ne, ker če rabim kakšno medicinsko storitev, jo bistveno hitreje prej dobim na Kitajskem, kot pa recimo v Italiji. Mi tudi vemo, kako je hitrost teh storitev pri nas. Kako je pa recimo ta zdravstveni sistem urejen? Torej, čeprav razumem, Kitajska je dosti učinkovita, ne, kar se tiče Filipini. Tudi. V teh državah te najprej vprašajo, ali imaš dovolj denarja na računu. In če rečeš ja, potem si na vrsti od danes do jutra. Jaz sem imel eno nesrečo na Kitajskem in sem klical v Slovenijo. Sem rekel, se usedem na avion, pridem na operacijo v Slovenijo, pa so rekli, ja, pa se postavite v čakalno dobo in boste po 3-4 mesecih na vrsti. Rekel, ok. Smo šli v kitajsko bolnico, v nedeljo sem imel nesrečo, v torek sem bil na preiskavah, v sredo sem imel operacijo, v petek sem bil iz bolnice, v ponedeljek sem bil v službi. Zavarovanje, jaz imam zavarovanje, vendar je treba plačati vnaprej in potem ti stroške povrne zavarovalnica. Enako je na Filipinih. Aha. Enako je na Filipinih. Določen segment bolnic je na zelo, zelo visokem nivoju, tudi na Filipinih. Teh bolnic je manj, kakor v Evropi ali pa kjerkoli. Je ta nivo visokih, nizkih, srednjih bolnic je zelo razslojen na Filipinih. Zelo veliko je jasno revnih na nižjem nivoju, ampak so tudi na visokem nivoju in na visokem nivoju ima storitve iste kot v Evropi, v Ameriki ali kjerkoli po svetu. Mislim, en pomemben kriterij tukaj hitre oskrbe, recimo, ali pa operacije, je tudi ta, da ti si lahko šel že takoj hitro spet v službo in bil aktiven. Ne? Če nekdo čaka 3-4 mesece na operacijo, praktično 3-4 mesece ne more opravljati svojega dela. Ne? In tukaj vidim tudi, da je prednost nekega učinkovitega sistema, ki takoj odpravi težave, bolečine, izzive. In tudi bistveno lažje ali pa prej se neka stvar sanira, tudi je manjša poškodba, škoda. In za telo in za družbo. Ja. To, kar smo na začetku rekla, ne, če rečemo Kitajska, je to hitrost. V vseh pogledih delovanja države, ljudi, institucij, vsega. Ne, in to je tista največja prednost Kitajske. Na Filipinih so pa višji nivoji storitev, ki se jasno dodatno plačujejo. Je tudi hitrost, nižje, ko greš, nižji je nivo, pa jasno dalj časa traja.
Čeprav tukaj si rekel, da ti kot imaš neko zavarovanje, potem ti to zavarovalnica povrne. Tako. Tudi če to je nek višji nivo. Tako. Zato, ker se storitve na Filipinih so še vse na nižjem cenovnem razredu, kot v Evropi, tako da zavarovalnica sploh si v okvirih, ki so postavljeni pri zavarovalnici. Torej, jaz sem res pogosto v ZDA, v Ameriki, tudi v Aziji, občasno. In kaj opažam je, da se in Amerika in Azija, vsaj določeni deli, res hitro tehnološko in drugače razvijajo. Opažam pa, da ko se vrnem v Evropo, recimo, je pa ta razvoj nekoliko počasnejši. Tukaj vidiš ti kakšne priložnosti. Recimo en primer, ki ga imam, je, že kar nekaj let nazaj sem se vozil z taksijem brez šoferja, pilota, ker sem naročil Uber, so me vprašali, ali bi rad imel taksi, ki je brez šoferja. In v Sloveniji smo pred kratkim dobili Uber, ki sploh ni pravi Uber, ker ima nek hibrid Uberja, ki ima še vedno taksimeter. Kje vidiš tukaj ti Evropo, Kitajsko ali pa recimo Azijo, Ameriko, ker mogoče vsaj na nekem tehnološkem razvoju so malo hitrejši. So hitrejši. Predvsem ni toliko omejitev. Omejitev se strani zakonodaje, omejitev strani države v končni fazi, ker se nekako pripravlja vsa dokumentacija. Jaz ne poznam Amerike, ampak za Azijo je največkrat tako, da dajmo narediti eno osnovno stvar, osnovni dokument, osnovne licence. Ko se bo zadeva razvijala, bomo pa videli, v katero smer bojo stvari šle. In se bomo pač kasneje prilagajali. Ni treba imeti vsak detajl, pa vsako pikico, pa vejco že na začetku pripravljeno, pa raziskati vse morebitne situacije, riske in tako naprej. Se bo pokazalo, kje dejansko je risk, kje dejansko je tista izboljšava, v katero smer bomo šli in bomo pol prilagajali vse ostale stvari. To je tukaj za Azijo glavna prednost. Spet hitrost. Tudi v strani države in vseh uradov. To je tista glavna prednost, zakaj se vsi premikajo tako hitro. In pa, ko govorimo o manjših podjetjih, manjših podjetnikih, nimajo omejitve. Ne rabijo imeti določenih licenc, ne rabijo imeti določenih davkov, ne rabijo imeti vseh teh predpisov, ki jih imajo velika podjetja. Ko pa dosežeš neko veličino, določeno število ljudi ali prometa, potem pa začni se ukvarjati tudi z dokumentacijo, ki ti jo predpisuje država. Se pravi, da ta toleranca v začetni fazi obstaja, da vzpodbudi podjetnike, da začnejo delati, se razvijati, in ko se razvijajo do določene stopne, potem pride pa tista, kako bi rekel, država odzadaj, zakonodaja, licence in tako naprej, da se potem lahko razvijajo hitreje. Kar jim omogoča, da na začetku ne rabijo investirati in se lahko hitreje in lažje razvijajo. Za tiste, ki pa po, enemu letu vidi, da to ni zanga, pač neha to delati in začne delati nekaj drugega, dokler ne najde tistega segmenta ali niše, kjer bo užival, kjer bo delal in kjer se bo razvijal naprej. To je tista glavna poslovna priložnost, ki jo imajo, ki jo podpirajo v večini azijskih držav. In to manjka, to pa nas manjka. Koliko ur pa se ti zdi, da delajo v povprečju dnevno Kitajci, Filipinci pa Slovenci? Je kakšna primerjava tukaj? Mislim, da so Kitajci tukaj najbolj efektivni in delajo najdalj časa. Na drugo mesto bi postavil Slovenijo in pa potem na tretje mesto Filipine. Koliko recimo delajo Kitajci, koliko Slovenci, koliko je? Mislim, na Kitajskem pa nas v Sloveniji je 40-urni delovni čas, na Filipinih je 48-urni delovni čas, vendar je vprašanje, koliko je efektivnih ur, ki se jih dela. Torej ne, koliko se dejansko šteje, da je delovni teden, temveč koliko se jih naredi. Tako. To so sigurno Kitajci daleč naprej. Kako če imajo samo 40 ur, koliko mi?
Ja, pa začnejo delati prvo minuto, ko pridejo, pa nehajo delati zadnjo minuto, ko grejo domov, vmes delajo pa kar roboti. Od prvega trenutka do zadnjega trenutka na 100%. In to je tista razlika, ki jih dela hitrejše, ki jih dela bolj efektivne, in tukaj je razlika. Slovenci delamo, se trudimo, probamo narediti najboljš, ampak a je to dovolj dobro, če se želimo primerjati s Kitajci? Največkrat ne. Na filipinski strani mora biti pa vmes neka robotizacija, zato da ljudi nekako porine, da delajo toliko, kolikor se od njih pričakuje. Da so hitrejši. Da so hitrejši. Je pa treba, se pravi, čista razlika v kulturi in v razmišljanju. Je treba imeti nekaj, da jih porine naprej, ker vsi ljudje so dosti pametni. Vsi ljudje imajo poročne spretnosti. Glavno je samo, kako razmišljajo v glavi. A bojo delali zelo hitro, a bojo delali malo bolj počas, ali bojo pa se še malo pogovarjali vmes, pa kaj pojedali, pa kaj spili, pa tako naprej. Ko pa imajo enkrat določen trening, pa čista pričakovanja, potem se pa stvari lahko obrnejo in lahko tečejo normalno, ne glede na to, v kateri državi si. Bravo. Ja. Če te prav razumem, delaš kakšno uro več na Filipinih, kot si na Kitajskem ali pa v Sloveniji. Kako imaš pol čas za družino in za ženo, kako se to uskladi pri tebi? Na Kitajskem sem delal največ, ker sem že prišel v dosti veliko podjetje in je bilo treba kar vložiti veliko časa, pa kar nekaj znanja, da se je podjetje postavilo v okvire, v katerem smo ga želeli imeti. Takrat sem delal tudi po 15-16 ur na dan. Potem z leti manj in manj. Tukaj na Filipinih sem si pa lahko postavil svojo ekipo iz nule. Se pravi, da sem več ali manj ta prvih 50 ljudi zaposlil sam. In sem si lahko zbral ta pravo ekipo, in tam na Filipinih delam normalni delovni čas, tako 30-40 ur na teden, plus, kar pride zraven, glede na to, da je sedež podjetja v Sloveniji, je treba imeti včasih v večernem času kakšne klice, konference, sestanke, ampak tega je mogoče enkrat, dvakrat na teden za 1 uro, drugače pa načeloma delovni čas od 8 do 4. Razen, če niso kupci tam, če niso kakšni auditi, če niso kakšne, to je dodatno, ampak normalno načeloma od 8 do 4. Tako da je normalni delovni čas in je potem še dovolj časa za nogomet, tek, pelati otroke na rojstne dneve, pelati otroke k prijateljem, tako da se da uskladiti. Spet, treba si narediti prioritete, včasih napisati prioritete, včasih je treba urnik napisati za naslednji teden, in potem slediti temu urniku. Torej imate neke vrste družinski urnik? Ja, tako. Kdo kdaj koga pelje, kdo ga pobere in tako naprej. Na ta način, kot v Sloveniji, vse tukaj ni bistvene razlike. Mogoče so samo razdalje tam malo večje, pa malo bolj je treba biti včasih usklajen. Čeprav tam sta sama, ker tukaj bi lahko imela stare starše ali pa tako, recimo, da bi vam malo pomagali, tam sta sama. Kako je ta del, ko ste tako oddaljeni od te mogoče širše družine? Čas, ko pridemo v Slovenijo, enkrat, dvakrat na leto, oziroma včasno 3-krat na leto, ga preživljamo z svojo družino, pa z svojimi prijatelji in takrat imamo res fokus, da smo z njimi in je ta čas res kvaliteten. Ker prej, ko smo bili v Sloveniji, smo šli, na večerjo in smo šli na večerjo in je bilo bla, 1 uro, 2 uri in smo šli ven in smo se vprašali, kaj smo se pa sploh pogovarjali. Zdaj, ko pa pridemo enkrat, dvakrat na leto. Za koliko časa? V poletju jaz pridem načeloma za 2 do 3 tedne, družina pride za 2 meseca, mesec pa pol 2 meseca, odvisno od šolskih počitnic. In tisti čas, ko smo v Sloveniji, ga res probamo čim bolj kvalitetno
preživeti skupaj in smo takrat res fokusirani. Takrat ni pol službe, takrat ni klicev, takrat ni e-mailov, takrat ni bi šel pa še mal, ne vem, v trgovino sprot. Ne, takrat je čas za družino pa prijatelje. In res tisti čas, dan, dva, uro, dve, prideš, se fokusiraš, si tam in imaš res nekaj od tega odnosa, ki ga imaš krajši čas. Tukaj sem mislil, recimo pri nas doma mi pomaga mama, tašča, oče, tako, govorim z tega vidika logističnega. Ne? Tam sta pa dejansko prav sama, je tako, nimaš nekega Nimamo šoferjev, nimamo sorodnikov, nimamo nič, imamo pa že, hvala Bogu, toliko velike otroke, da če kdaj ne moramo pobrati koga, se dvigne telefon pa se pokliče sošolca, ki zelo veliko njih ima šoferje, in se slišimo med starši, med sabo, kdo bo poberal 3-4 otroke in jih vrpeljal domov oziroma jih peljal v kakšen drug mest, na zjutraj jih en pelje na tekmo, in popoldne jih nekdo drug pobira, tako da si pomagamo med sabo, ta, bom rekel, skupnost tujcev, kateri živimo skupaj, si pomagamo med sabo. Prav. Je kakšno vprašanje, ki ti ga nisem postavil, pa bi bilo dobro, da bi ti ga postavil? Mislim, da sva šla skozi kar nekaj različnih tem. Morda eno vprašanje. Zato sediva tukaj, ne? NLP tehnike. Če se vrneva, to bi bilo mogoče vprašanje, ne? Sam po tem tečaju uporabljam določene NLP tehnike, najprej na sebi. Osebno mi je najbolj všeč sidranje, časovna črta, te dve pa sviš, te dve tehnike uporabljam na sebi, dnevno, tedensko, in pa tudi določene tehnike na otrocih, ki še ne vejo, kaj delam. Predvsem sugestije, se pravi te nezavedne sugestije glede domače naloge, glede prihodnosti. Na ta način sem začel te tehnike uporabljati tudi sam v vsakdanjem življenju. In pa od oktobra naprej pripravljamo delavnice za sodelavce, kjer bomo ob strokovnemu usposabljanju bom začel dodajati tudi določene NLP tehnike, z namenom, da bomo potem tudi svoje cilje podjetja lažje in hitreje dosegali. Rekel si, da zdaj uporabljaš te NLP tehnike na sebi, pomagaš tem svojim otrokom. Si opazil kakšne spremembe pri sebi, pri otrocih? Ja, pri sebi sigurno. Bolj sem dobre volje, ne? Več se smejim, pa predvsem, kar je mogoče najbolj pomembno, manj je negativnega notranjega dialoga s samim seboj. In potem so pol tudi vse ostale stvari se hitreje obrnejo, lažje obrnejo in lažje najdeš rešitev. Drugo vprašanje, ljudje vidijo spremembe, sploh kadar je kakšen vesel dogodek, ki si ga zasidram in pridem v pisarno in rečejo, boss, kaj si pa danes toliko dobre volje. Ne, tako da se opazijo, ljudje okoli opazijo tudi razlike. Stvari se obračajo. Ja. Kaj pa domači so opazili? Domači tudi, ampak zdaj zaenkrat ne. Ta najstarejši sin, se pogovarjava o tem, o NLP tehnikah, ker študira športno psihologijo, tako da so teme skupne. In si jih primerjava določene tehnike, kaj je v učbenikih in kaj se učimo tukaj na NLP tehnikah, in je 70-80% enako, pristopi so različni. Tako da imava en dodaten skupni jezik, o katerem se pogovarjava, tako da ja. Drugače pa ostale dva, ki sta še z nama, je pa včasih dobimo tisto, na meni že ne boš treniral. Ne, tako da, se opaža,
Ampak se prideš časoma vse, ne. Nič ni z danes na jutri, ne. Tako da ja, počasi. Bravo, čestitam. Kje se vidiš v prihodnosti? Kakšna je tvoja vizija za naslednje leta? Moja vizija je bila že od nekdaj, da bi bil coach. Prej sem mislil coach, zdaj sem bolj v NLP coach, oziroma da bi to nekako združil, glede na to, da jaz sem bil streniran s strani Boscha za proizvodne sisteme. Bil sem na izobraževanju tudi v Toyoti, kot izboljšava procesov, tako da vidim sebe kot nekega coacha proizvodnih procesov skupaj z NLP tehnikami. Ali to zdaj v obstoječem podjetju, trenutno v obstoječem podjetju sigurno, potem, ko bo pa prišel čas, ne, ko delali bomo itak do 95, ne, bo prišel pa tudi čas, ko bomo te znanja širili bolj na širšo okolico. Trenutno pa na tisti krog ljudi, ki jih poznamo, pa ki bojo rabili pomoč. Ne, tako da sigurno pomagati drugim, ne, je vodilo že zadnjih 15-20 let. Ali v plezanju, ali v nogometu, ali v hotelu, v izboljšavah, ali v podjetju, ne. In gremo samo naprej v tej smeri. Čestitam. Daj mi eno sugestijo ali pa en stavek za zaključek našim gledalkam, poslušalcem. Kaj bi bil neka tvoja zaključna misel? Nič ni nemogoče, pa slovenščina. Nič ni nemogoče, oblaki so meja. Ne. Če si postavljaš enkrat meje, sam sebe omejuješ. Zakaj bi se omejeval? Vsak lahko doseže tisto, kar želi, tisto, kar ima fokus, pa v tisto, kar vlaga svoj čas pa svojo energijo. Tako da vsak si pa lahko sam zbere, kaj to je. Sebastijan, bilo mi je v čast, veselje, srečno pot domov in seveda hvala, da si bil z nami, da si bil v Sloveniji, in seveda počaščeni, da si tudi v tem podcastu. Hvala lepa, Aleksander. Bilo mi je v veselje. Hvala. Hvala, ker poslušate podcast oziroma podcast. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Ko se prijavite na delavnice Mastermind Akademije, boste dobili čudovita orodja, s katerimi lahko spreminjate sebe, s katerimi lahko spreminjate svoj notranji svet in pomagate drugim. Naročite se na ta podcast oziroma naročite se na naš kanal, kajti s tem pridobite priložnost, možnost, da ste med prvimi, ki bodo obveščeni takrat, ko bo nova epizoda, takrat, ko bo novo znanje, nove vsebine na voljo na našem kanalu.